Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa gledate današnjo uro resnice, z mano je Peter Jančič in pa Miran Viletič. Šli pa skozi dve tako zanimivi temi v zadnjih dneh. Eno je seveda kongres stranke SDS v soboto v Ormožu in pa ta najnovejši primer Denisa Avdića, radijskega voditelja Radio 1, povezanega z domnevnim sumom, kam gredo denar iz zbranih humanitarnih akcij, ki se je razplamtel na družbenih omrežjih te dni. Ampak če začnemo s kongresom, Peter, zdaj prej sva govorila, malo si me, kako bi rekel, mislil sem, da si bil na kongresu, pa si povedal, da nisi bil, ne? Si nameraval iti, pa nisi prišel tja, ali kako? Večinoma hodim tokrat, imam pa malo neke osebne težave doma z pokvarjenim avtom, pa nekimi obveznostmi, pa sem ta kongres preskočil, oziroma sem ga spremljal oddaleč, vseeno sem nekaj storil. Oddaleč vem, da si ga spremljal, kot smo ga verjetno vsi. Osebno pa tokrat nisem bil tam, nažalost. Je to vedno zanimivo, predvsem od blizu videti. Sprašujem, hotel sem te vprašati, gleda to, kakšen je bil tvoj vtis, ker sem bral en komentar Petra Mršeta na portalu Zanima Bika me in je rekel, da se mu je zdel, da je bil fasciniran na tem, kako je bil kongres dobro organiziran. V tem tehničnem smislu, luči, nastopi, dvorana in vse te stvari. To je bilo vedno. Vsi kongresi zadnjih 10 let so bili odlično organizirani. Spomnim se zadnjega v Mariboru, pa na nekaj prejšnjih celo je bil tudi na obisku premijer sosednje Madžarske, gospod Orban, tokrat ga ni bilo, tudi sicer ni bilo takšnih obiskov, razen po videokonferenci, kjer je bil gospod Weber, to pa je pomembno, To ni presenečenje, to je največja stranka, ima dolgo tradicijo, ne znajo v nulu organizirati. Ni pa bilo tudi nekih strašnih pretresov, kot recimo nekoč v Celju, ker je Janša povedal, da ne bo več vodil stranke, če bojo napačni izvoljeni. In so potem bili, nekateri pa je vseeno še naprej vodil stranko. Kaj pa misliš, kako stanejo takšni kongresi? Ti ne hodiš na te kongrese? Mislim, rad sporočila teh kongresov. Kakšnega koncerta, kako misliš ti, koliko stanejo ti kongresi? V rangu koncerta? Koncerta, jaz mislim, da je to kar nekega denarja za sabo potegne, ampak jaz mislim, da take stvari, ker ni bil kičast, ni bil, vsaj meni se to ne zdi kič, je v nekem ideološkem, bom rekel, okvirju stranke SDS, se pravi neka domoljubnost, neka domača popevka in podobno. Mene je precej spominjal na te kongrese HDZ-ja, recimo. HDZ, po moji oceni, ima tle v regiji tako nekako najbolj te močne, evropsko naravnane, državniške kongrese in ta res pa, moram z določeno distanco, ker prejšnjih nisem tako intenzivno spremljal, tokrat sem tudi to malo video produkcijo pogledal in podobno, me je precej spominjal na te HDZ-jeve. Zdaj, sama sporočila... Do tega bi sicer še prišli. So pa me zanimala. Ampak nekaj zvezi s tem, Peter je že omenil goste. Tokrat, koliko vem, stranka ni vabila drugih političnih strank v Sloveniji, skratka niso bili pač povabili, da pridejo. A je to mogoče zaradi tega, ker je takrat na prejšnjem kongresu, pred prejšnjem je prišel Janez Pogorelec, pa ga potem, kot predstavnik Nove Slovenije, pa ga potem niso noter spustili, kako, ne? Tukaj gotovo vse ni bilo opaziti, teh predstavnikov sestrskih strank, tisto v Mariboru je bil velik. Sploh niso vabili, Tisto je bil velik zaplet, ker je NSI čez noč tako rekoč odpovedala prihod takratne predsednice Novakove, ki je menda šla nenadoma na neko romanje, in je po polnoči že na dan kongresa obvestila SDS, da pride tja Janez Pogorelec, ki je že takrat slovel po istih idejah, da je Janšo kot predsednika SDS treba nujno odstaviti, da je to edini način, da pač desnica in NSI dobi več, pa zmaga, in potem ga niso spustili na kongres in to je bilo kar pestro in zabavno. Fizično niso mu dovolili vstopa, res bil slučajno tam in sem to tudi opazoval, da je bilo, take stvari, ko si tam, so pa res zanimive, ko vidiš kot novinar. Se najprej niti ne razumeš, počeš se čas ugotoviš, da je nek bolj resen zaplet, za daljšimi posledicami. In potem začneš tudi brskati, kako se je to zapletlo v strankah, takrat je bil tudi nek spopad, kot je vedno pred volitvami na desni med strankami. In to je pomembno sporočilo tega kongresa, da SDS ni padel na finto teh ponudb manjših strank, da ne umaknejo svojega predsednika. Predsedniki so vedno glavni kandidati na volitvah in tudi sestavljajo po volitvah vlade in
popolnoma jasno. Mislim, popolnoma noro bi bilo, če bi se odrekli da se svojemu To glavnemu se pravi, adutu. teoretično bilo možno, recimo, če bi prišel Janez Pogojevc in bi šel tam na oder in bi potem predlagal, kaj kandidatom naj umaknejo predsednika stranke. Teoretično bi to bilo To možno. mora biti nameraval v Mariboru, Ja, ampak no, mu ni vidiš, ja, uspelo, ja. ker so bili dovolj pametni, da so opazili, kaj se jim obeta, ker ni bila nobena skrivnost, kaj bo počel. Mi pa medije navdušilo, kot je gospod Janez Pogojevec vedel, da navdušuje leve medije. Ampak ni bilo pa v Mane Tom, saj imela je poroko hčerke. Nisem To je čisto nisem bil premišljiv toliko- razlog, ali ne? Poroko hčerke. Mislim, to- zdaj pa če to- poroka hčerke, To pa je, gled, vendarle v teh. Ni nobenih. Jaz mislim, ne, da ne. tam ni nobenega spora. ne, To je tudi, kako bi rekel, evropska poslanka, ki je dosegla res fenomenalen rezultat na evropskih volitvah in mislim, da je znotraj stranke nima nobenih težav. Tako da to, da koga ni na kongresu, ne pomeni vedno neke velike zarote. Ne, seveda, da ne. Lej, jaz to malo mogoče drugače vidim, mogoče v tem kontekstu, ampak to je čista špekulacija. Ne? Predsednik SDS-a je povedal, da gre oni koalicijo z ljudmi. Ne? Z volivci. Tako, z volivci. Mogoče je to zdaj tudi to nepozivanje nekih strank, oziroma da jih povabijo na ta kongres, tudi del te strategije, da SDS enostavno išče maksimizacijo svojega volilnega telesa, oziroma da gre tudi čez ta nek, ko mu učitajo ta nek stekleni plafon, ne? In da je tudi v tem delu jasno dal sporočilo, ker sporočila pa so bila v to smer, ne? Zelo egzaktna, ne? V kakšno koalicijo si želijo, s kakšnimi strankami si želijo, torej programsko gledano, in je potem mogoče tudi to razlog, da so tokrat goste spustili. Sem pa izredno, to pa moram poudariti, sem pa izredno vesel, da tokrat ni bilo Orbana. Ne? Ker Orbanova politika se pa je v zadnjem letu, ali pa še malo dlje, radikalizirala do te mere, da SDS-u primerjava z Orbanom ne bo koristila. Ja, Orban je zdaj postal po politiki dosti bližji našim levim strankam, sploh ko gre za odnos do Moskve. Ne. In tudi sodelujejo zelo dobro. Ne. Če pogledaš na tem finančnih področjih, ljudje z levega političnega pola so Orbano praktično zadržali v Sloveniji, ali pa interesni krog okoli Orbana. Ne. Jaz mislim, da vse vezi niso potrgane, da nek pogovor bo potekal, ker konec je to pomembna sosednja država. Ne. Ni pa več takega prijateljstva, kot je nekoč bilo. Jaz ne želim izpostaviti, da je treba vezi trgati, ampak samo mogoče pa malo ohladiti. Ker če se spremeni retorika, politika Orbana in se je spremenila, Orban je bil lahko mnogim simpatičen do tistega dela, ko je želel reformirati Evropo, ampak ko pa začneš na nogometnih tekmah nositi šale, kjer pod Madžarsko torej dodajaš področja Hrvaške, hrvaškega teritorija, kjer se intenzivno vključuješ, pa nisi podpisnik Daytonskega v zgodbe Bosne in Hercegovine, tist pa je alarm, da je tazga človeka treba dati mečkan na stranski. In tudi Slovenci imamo konec koncev z njim neke... Pa se imamo sami takšne politike. Imamo obrambnega ministra, ki je rekel, da je Trst naš. Se strinjam. Zato pa jaz javno pišem o tej ministerski ekipi, tako kot pišem. Kako pa misliš, da je to mislil Sajovic, oziroma če je kaj mislil so pri tem? Po mojem ni dosti razmišljal. Točno to. Te ljudje ne razmišljajo. Ja, vem, to je podobno napisal Tito je naš. Nisem njegov odvetnik, ampak nekaj je mogel imeti v glavi, te ljudje imajo izključno miselni vzorec naslednjega dne. Se pravi, oni nimajo te državne drže, da pride tudi čez 1 leto, da pride čez 5 let, a bo on še tam. Njih ne zanima, da lahko pride protestna nota, njih ne zanima nič. To je estradništvo za peščico Marcelovih gledalcev. Glede na to, ki je to povedal. Tako da, mislim, to je neresna politika. Dobro, zdaj predlagam, da gremo pač nekaterim vsebinskim točkam tega kongresa, zdaj to organizacijo pa vabila, to smo razdelali. Zdaj, kar se meni zdaj najbolj zanimivo je bilo pač to, ker je pač Janša, se vidim, da tudi drugim, da je Janša napovedal, da če bo koalicija, če bo vlada, bi bila pod njim samo programsko, narejena za programsko sorodnimi strankami, sicer bi pa SDS še malo počakala. Kako si ti, Miran, to videl? Janez Janša je v bistvu priznal tisto, ali si s tem zožal manevrski prostor, ali si ga v bistvu razširil? Janez Janša je pravzaprav... Gre to za mobilizacijo, recimo, volilnega telesa, češ, pogledajte, tukaj sem, dajmo skupaj napraviti 50% plusa in tako dalje. Jaz to bolj tako v to smer vidim, da maksimizira torej
volilni rezultat. Pravzaprav je povedal nekaj, kar mi operiramo, saj špekulirali smo s tem podatkom, da njega pravzaprav na začetku zanima ta zmaga na desnem polu. Aha. Legitimno. In potem koraki naprej. On se je res opekel, recimo to s COVID-om, da je prevzel takrat vlado, jaz mislim, da se je opekel. Ne? Gledano iz stališča stranke, ki je takrat kazalo, če bi si šli na predčasne volitve, se je opekel. Zdaj pa, da so oni odreagirali, zame je bilo to državotvorno, ker volitve v tistem obdobju speljati, bi bilo, jaz ne vem, kaos verjetno. Ne? Tako da tukaj je šel... Hočeš, da se je žrtvoval? Absolutno je stranko žrtvoval takrat. Ne? On bi lahko mirno šel na volitve in dobil 30-35% takrat po tistem norem kulu. Tako da jaz mislim, da on igra zdaj dosti bolj jasno in transparentno sliko SDS, kot jo je igral v preteklosti, ker niso imeli tako jasnih stališč, ne? Da bojo šli z programsko usklajenimi strankami, sorodnimi strankami, in hkrati je tudi pozval po tem debaklu te vlade, ki jo vidimo, dajte nam priložnost, tudi tistim, ki so, bom rekel, 22 glasovali za Goloba in so danes razočarani, dajte nam priložnost, ne čakajte novega obraza in lahko to državo popeljemo višje. Ko jaz vidim to zadevo? Jaz mislim, da je prvi vrsti povedal, da se koalicije ne sestavljajo pred volitvami, ampak po volitvah najprej morajo tam dobiti večino, potem bo pa sestavljal koalicijo in postavil je tudi neko omejitev za te koalicije, ki se mi niti ne zdi tako ostra. To se pravi, da je treba spoštovati ustavno ureditev, kar je logično našo, in da je treba tudi spoštovati nek odnos do preteklosti, to se pravi zavračati diktature, fašistično, nacistično in komunistično. Konkretno okoli resolucije, ne? Ja, evropske, ne, to je to, ne, da je treba zavračati diktature, smo demokratični sistem, ne, in moramo te vrednote dvigovati. Tu pa je dejansko povedal, da pač da levica odpade, ne? Da tu ni šanse in da se bojo tudi druge stranke morale odločiti, ali bojo slavile neko našo totalitarno preteklost, kar levica je. Njihova predsednica je šla izrecno celo Govoriš o stranki Levica? Govorimo o stranki Levica, o Asti Vrečko, ki je tudi, ne vem, obeležila osamosvojitve ukinila. Ne pa v Gibanju Svobode ali pa ne pa v Socialnih Gibanje Svobode, jaz mislim, da ima tu tudi težave, ne? Da so notranje razdeljeni, da en del njihovih politikov je zelo blizu Asti Vrečko in Levici pri tem odnosu do diktature. Ja, za vprašanje je celotno stranko tako. Jaz mislim, da kakšen Boštjančič je zdaj začel govoriti. Dobro, Boštjančiča ideologija ne zanima. Jaz govorim predvsem tiste, ki ne želijo sprejeti, da se je nekaj groznega dogajalo tudi v režimu komunizma. Tle pa jaz ne vidim, da bi kdorkoli drug, torej ki ga ideološka plat Gibanja Svoboda zanima, razmišljal drugače, kot razmišlja Levica. Ki ne znajo povedati, da pač ni bilo svobodnih demokratičnih volitev, ker jih ni bilo, da ni bilo pravice do lastnine in podjetništva, kot je bila na Zahodu, ki jih ni bilo. Ne? To pač je neka stvar, o kateri se moramo dogovoriti, se moramo tudi otroke vzgojiti, ne? Ker če otrokom v šolah pa sicer ne bomo teh stvari povedali, se nam bo ponovilo. Ne? To katastrofa, ki se nam je zgodila, ne? In ki je pomenila, da je Slovenija, ne glede na to, da Jugoslavija ni bila najhujši del vzhodnega bloka, zaostala v primerjavi z Zahodom. Sveta, Peter, ti misliš, da je to neka, kako bi rekel, neka ohlapna ponudba, ne? Da to ni zdaj Zahodu zavezujoča stvar? Zelo odprto je ponudil, to ne izključuje, da nima sodelovanja, jaz mislim, za SDA, ne? Še posebej s tistim delom, ki ga je nekoč vodil Borut Pahor, ne? Ki pa je imel dokaj jasno odnos do preteklosti. To bi vaju vprašal, no, koga tukaj, ko Janša reče programsko sorodne stranke, koga ima po vajnem mnenju v mislih? No, zdaj, če gremo gledati ta prvi del Janše o spoštovanju ustavnosti oziroma ustavnega sodišča, so pravzaprav vse stranke, ki si govorijo, da spoštujejo torej ustavno sodišče, ampak vsak si pa to na svoj način razlaga. Tako da tle ni naredil neke selekcije. Ne? Pri tem drugem, ne, pa je naredil jasno selekcijo in ta moment... Paz, no. Tudi slovenska ustava jasno govori, da smo mi neka demokratična ureditev, ki spoštuje lastnino in stranke, ki imajo tu problematičen odnos, ne spoštuje ustavnega reda. Levica ima resne težave s spoštovanjem ustavnega reda in vsi to vemo. To, kaj oni govorijo, to je blef.
To je larifari. Zdaj, bodimo resni, večina ljudi, jaz mislim, da je vendar v tej državi resnih. No? Tu se bo morala tudi levica odločiti, ali bo spoštovala neke vrednote slovenske ustave, ne? Ali pa jih ne bo, ne? Ali bojo terali podjetnike z vilami v morje, ali bojo rekli zasebne lastnine nočemo, ne? Ali bojo pač priznali, da živimo v tem sistemu. Tle niso samo politične stranke, ne? Tle imamo mi problem s sodiščem, ne? Ki sodi v imenu ljudstva, pa hkrati so lahko sodbe tajne. Pa ne gre samo za to, no? Če poveličuješ prejšnji režim, potem se tudi požvižgaš na demokratične volitve. Njim je tudi mar za to, ali bojo vzvoljeni, ker so pripravljeni tudi goljufat, kot so zgoljufali v prejšnjem režimu 40 let. Ne? Peter, jaz ti govorim za poprečnega poslušalca in volilca, ki bo odprl zvečer medije in bo slušal in Luko Mesca, in Asto Vrečko, in Hana, in Goloba, in Urško Klakočar Zupančič, da govorijo o spoštovanju ustavnega sodišča. Tak človek ne bo, bodimo pošteni, koliko ljudi pa v Sloveniji pozna ustavo. Govoril je o spoštovanju ustave, ne ustavnega sodišča, nekega konkretnega, ki je enkrat bolj levo, enkrat bolj desno. Pa naj se popravim, ne? Vsi govorijo o spoštovanju ustave, pa jo ne. Zame recimo je stranka Levica ne. Ja, neke težave imajo pri nekih temeljnih vrednotah. Da ne govorimo o resolucijah Evropskega parlamenta, ima popolnoma lažni levi pol, kot ga jaz imenujem, težave s tem. Ne? Tako da, zdaj pa, vprašal si, koga pa vidi. Jaz mislim, da vidi Novo Slovenijo, ki se je izjasnila, da ne gre, ki ima sklep izvršnilnega odbora, da ne gre v vlado z Janšo, kaj mu pol še ostane od realnih igralcev. Ostanejo mu demokrati, ki imajo en z drugim ta moment težave, Logarjevi demokrati, ostaja mu resnica, pa smo videli papir Stevanoviča, ki se je notarsko zavezal. Tako da jaz ne vem, kaj mu ostane. Jaz mislim, da je to brez veze. O tem, kdo bo šel s kom v koalicijo, se bodo stranke, izvršilni odbori za sklepi, se bodo sklepi odločali po volitvah. To, kar je nek NSI zdaj skleno, kot je že v preteklosti, takrat v času Novakove, ki je zdaj tu, ne opozarjamo. Če je bil sklep Ivo. Podobna stališča so imeli. Jaz mislim, da so sklenili takoj malo po volitvah. Dejstvo je, da če gledamo generalno sliko. Po volitvah bojo, če se bo kak predsednik hecal za sklepi IO-ja, ki bi lahko ogrozili prihodnost, kaj hitro zamenjali, kot so zamenjali Novakovo pred onimi volitvami, ko je bilo jasno, kam stvar gre. Tako da jaz to ne bi pretiraval s temi stališči. Kdo bo pa partner po volitvah? Pa mi danes ne vemo, vse sploh ne vemo, kdo bo parlament prišel. Od teh malih strank nobena nima jamstva v resnici. To drži, Peter. Vprašanje je bilo ta moment, kdo je in nekako ocenjujemo, špekuliramo, seveda. Bistveno je pa sporočilo tega kongresa. In sporočilo je, dajte nam priložnost. Legitimno in jaz tudi podpiram, bom rekel, take politične stranke, ki imajo na eni strani državotvoren pogled in na drugi strani optimističen pogled v prihodnje. In v športnem žargonu povedano, igrajo na zmago. To ni nič narobe. Zdaj, mi se lahko zdaj tle špekuliramo, s kom bo šel, s kom ne bo šel in podobno. Prav imaš. To so špekulacije. Ampak dejstvo je, da krog potencialnih koalicijskih partnerjev je pa majhen. To pa, mislim, to ni pa nič novega, če rečemo, da je majhen. Točno se ve. Žal je ta država polarizirana. In govoriš o Hanu. Ja, seveda, Han bi verjetno še šel s to pahorjansko linijo kot SD. Ampak v ozadju je pa kaj? Članstvo. Spet je treba gledati, da po volitvah ki bi Hana odneslo, kako, ne? Jaz mislim, da ja. Dajmo pogledati realno, po volitvah možnih rešitev ne bo tako strašno dosti, tudi na drugi strani, odvisno spet, kak rezultat bojo tam imeli. In vlade se po volitvah dosti krat z velikimi težavami muko sestavljajo. Spomnimo se, kakšne težave imel Drnovšek dosti krat, ne? To so se velikanski preobrati dogajali. Na koncu je sklenjeno s koalicijo strankami, ko bi dal roko v ogenj, da se nikoli ne bojo dogovorili, pa so že recimo z podobnikom. Si tudi Janša bil v koaliciji? Ja, čisto tam leta na začetku. Z vso desnico je bil v koaliciji. Pravim, marsikaj je mogoče, jaz bi tu bil zelo previden. Te igre so pa volilna propaganda, ker se skuša ustvariti vtis, da Janša ni sposoben narediti koalicije iz propagandnih razlogov. Jaz
kot novinar ne bi sodeloval v propagandi, bi jo opazoval, ne, bi tudi pogledal, kako poskuša neko propagando ustvarjati SDS, ne, in bi tudi tu upozoril enako, ne, proti drugi strani. Jaz sem bil dostikrat zdaj tarča kritik zaradi naše vdaje, ker so mi učitelj, predvsem z desne strani, simpatizeri, da glorificiram LDS. Tiste LDS je opozicijo povabil pri zelo pomembnih projektih NATO, Evropska unija in podobno. Ni imel zadržkov. Danes je to, verjemite mi, mislim, mi, če bi dobili eden od usodnejših, ali pa če bi imeli usodno glasovanje za to državo, Levica ne bi povabila opozicije. To sem prepričan. Jaz mislim, da govorimo o napačnih stvareh. No? Govoriti moramo najbrž o nekih... hočem samo povedati, kako se je radikaliziral prostor. O primerih, ki so bili sposobni širših dogovorov, ne? In takšna sta bila v zgodovini samo dva, Drnovšek pa Janša, ki sta bila sposobna se dogovoriti preko teh meja in oba sta to tudi večkrat naredila. Nihče drug doslej tega ni bil sposoben. Tudi sedanji premier niti slučajno. On se je odločil, da bo koalicijo poradiral, opozicijo poradiral, uničil, ker so to razredni sovražniki. Tako rekoč. Jaz mislim, da tudi Logar je tak, ki bi lahko na obe strani sodeloval. Tudi, bom rekel, Nova Slovenija, pa zdaj, če res nekako se poslavljajo od Tonina, pa če res prihaja Vrtovec, na nek način Vrtovec, tudi mislim, da nima težav. Sej je potencijala v tej državi. Ne? Zdaj mi imamo tam, tako kot si rekel, ne? Radikalno imamo samo levico, ne? Na drugi strani je del SDS-a, ki je radikalen, predvsem tukaj mislim na Grimsa, ki tudi ne bi recimo gledal čez ta prostor, del SD-ja. Grims je itak zdaj bil vse. Ja, ampak ne, govorim samo o enem delu SD-ja. En del potem SD-ja verjetno bi šel, en del ne bi šel, Golob pa dokler ima to ideološko linijo levice, pa ne vidim. Jaz mislim, da imajo te manjše stranke obratno problem od tega, kar ti govoriš. Ne? SLS, NSI, za njih je znano, da imajo potencial sodelovati v vladah druge strani. Ne? Nimajo pa vladarskega potenciala. Oni nikoli niso v resnici uspeli vladati. Ne? Oni so samo vstopali v vlade ali na desne ali pa na levi. Vprašanje je skratka, kdo ima vladarski potencial. Tega ima gotovo Janša, na drugi strani pa zdaj čakamo, ali bojo šli z Golobom, ne, ali bojo iskali nekoga drugega, ki bi to opcijo ponudil. Zdaj, kdo bo kasneje sposoben iskati te prestopnike, ne, to bomo pa tudi opazovali. In do zdaj, Drnovšek je včasih moral in Janša je včasih moral. Na idealnih razpletov volitev, da bi lahko ena stran z lakoto sestavila vlado, je bilo malo v zgodovini. Veš, če se malo pošalimo. Mimo grede, kakšnih posebej, Levica je komentirala izvolitev Janše, ne? Ja, čutila se je pozvano. Čutila se je pozvano, dolgo in široko so to komentirali. Ostale stranke so se pa malo temu izognile, ne? Ni kakšnih posebnih odzivov. Mislim, Levica, kako je Levica komentirala, to je noro. Ne? Levica je komentirala, ne, da se SDS ukvarja z nasprotnimi strankami, so pa praktično od svojega vstopa v parlament protagonisti antijanšizma. Tako da malo smešen je bil ta komentar Levice, ne? Da se SDS pretirano ukvarja ali pa da se samo ukvarja z njimi, hkrati pa ljudje, pravzaprav edini program, osnovni program, ki je antijanša in potem je razvejan v kulturni boj, nostalgične spomine in pa financiranje svojih. Ne? Ampak osnova je pa anti-Janša. In učitati Janši, da se ukvarja z drugimi strankami, sej se tudi SDS ukvarja. Ne? Ampak SDS se bolj ukvarja, bom rekel, s tem ideološko platjo političnih strank, ne toliko z ad persona, ne? Kot Levica, ki gre pa direktno na ime in priimek. Ne? No, pa sami imajo vedno težave s kongresi, ne, Levica, ne? Oni imajo pa resne stalne težave. Fizični pretepi so bili v kongresih, nesklepčnost, volitve, ki se nekako ne končajo. Ne veš, kako se bojo razpletli, veš pa, da bo nekdo padel čez ramo, ne? To je edino, kar veš, ne? No, ampak zdaj, če so bili politiki v glavnem tiho, bral sem pa te komentarje teh novinarjev, ki so blizu raznim političnim strankam in videl sem, da so te manjše stranke, zlasti desni, so bile kar malce razočarane na tem, kar je Janša govoril, ne? Malo niso tako, nekako bom rekel, čutijo se, da gre Janša na vse ali nič, ne? In da jih malo pušča tako ob strani. Se gre, osnovno sporočilo je koalicija z volilci, ne?
To veš potem, da lahko tudi odpadeš. Čeprav si ne znam predstavljati, kaj so si obetali, ne, po vseh tem, kaj se dogaja na desnici. In drugo, jaz celo mislim, da so malo pričakovali bolj ostre tone tega kongresa, ne, ki pa moram reči, da je izpadel dosti zmeren. In zdaj nekako skratka, ostre tone, v Tuniziju in podobno. Ne, pa ne samo to, ampak radikalizacijo tega prostora. Mene je prijetno presenetil SDS, dal je čisto logične zahteve. Ne? Niso to neke zdaj radikalne zahteve. In mogoče so pričakovali malo bolj, da jim bi odprl prostor te sredine, ne? Ki si ga vsi želijo. Od, bom rekel, Nove Slovenije, demokratov, lahko tudi kakšne stranke, ki je na sredini. Za SLS mi pa ni jasno, ne? Ker oni imajo pa itak, bom rekel, oni pa imajo že program, ki se jim ponuja, ne? To je podeželje, za katerega je treba poskrbeti, ne? Pa vse iščejo neke, bom rekel, neko sredinskost, ne? To je pač stranka, tako je bil Desus za upokojence, bi SLS mogel biti za obrtnika in kmeta, pa to ni, ne? Tako da jaz mislim, da je bolj tle ta razočaranje in mislim, da je tle, da so strategiji SDS-a šli v pravo smer. Nimajo lahkega dela v resnici, ker so daleč največja stranka, ne, in vse male so zato zelo nesrečne. Ne, in tu najdejo skupni interes vsi proti SDS. Ne, in to se v medijih vidi. Ne, to poročanje je bilo, deloma mediji morajo biti kritični, ker je to bolj zanimivo, ne, deloma je bilo pa včasih že kar podobno stališčem nekih teh strank ali pa njihovim interesom. Ne, in to je bilo opazno. Na drugi strani ima Levica mogoče prednost, ker oni svoje adute skrivajo in ta nov obraz ven potegnejo iz žakla šele en mesec pred volitvami, da tega efekta, ne, da bi se lahko resno spravili na to stranko ali pa tega kandidata, niti ni. Ne. Ni časa, da bi sploh lahko preverili, kdo je, pa da bi moglo oba. Ne. Če govoriš o poročanju, kaj medijev? Zdaj ob kongresu govorim, ki je bilo deloma, smo lahko videli sporočila, ki jih je potem pošiljala Levica v medijih, ne, že pred tem, kot mnenja novinarjev, ne, ki bi se sicer morali mnenje malo izmikati pa izogibati, ne, ker načeloma so poročevalci, ne, tisti, ki mnenjsko... Ja, ampak če opazuješ zdaj to, recimo... Če pa ni zanimivo, ne, da oni so to, zdaj, ko govoriš o Levici, ne, mnenje je šlo ven kot mnenje stranke Levice. Ne. To mi je tako vedno bolj zanimivo, ker se nišče se... Skrijejo se za stranko. Vsa imena se skrijejo za stranko. Tudi na X-u se jim to dogaja, pa na Facebooku. Kot njihovi mediji, ko nikoli ne veš, kdo je, kaj je rekel, kaj ni rekel, kdo si je zmislil ta stavek in podobno. Podobno, kot se ti zanj dobro sem videl definiral, ne, si dobro razkril, ker je Golob ni dal izjave, ne, v zvezi z tem, da je pač podil podjetnike na Hrvaško, ne. Izjavo je dal kabinet, medije 24ur.com je pa to naslovil, kot da je to Golob rekel, ne. Ampak tam si jih dobro v bistvu raziskal pa to objavil, ne. Ampak tukaj se pa skrivajo, ne, za naslovom stranke, ne. Meni je bila ta zgodba zanimiva, no, da so to, kar je tudi 8. marec sledil v bistvu, ne, da poveš, da je pravzaprav na nek način Janša grožnja demokraciji zaradi tega, ker ostaja predsednik SDS toliko mandatov zapored, zato ker imamo pri nas demokratičen sistem, v katerem lahko ljudje izbirajo med več strankami. Zdaj, on, ne, če nastopa na volitvah, s tem ogroža ta demokratičen sistem, ne, ker pravzaprav ne bi smel on tu nastopati, ne, ker to pa ne je demokratično, če on nastopa. Mislim, kako daleč so prišli. To je pravno sporočilo 8. marca, Nike Kovač, ki je v resnici to povemo, govornica sedanje vladne koalicije, ki pa širi to najnižjo propagando, ki je ne more ravno Golob ali pa tudi še celo Asta Vrečko, ne, ampak to je pa, mislim, to pa, da ono na glavo obrneš logiko, ne, nekoč smo imeli prepovedane stranke, ki sploh niso smeli kandidirati, ne, in ti to poveličuješ, ne, in zdaj tako rekoč zahtevaš to isto, ne, treba je konkurenco onemogočiti na ta način, da se jih prepove, no. Kar so pri Janši mimogrede že poskušali večkrat preteklosti, se je bil tudi v času kampanje že zaprt, spomnimo se, ne, in to za zlorabo pravosodja, ne. Ko to poslušamo, no, pa če še vemo, da imamo tak čudno odnos do preteklosti pri delu strank, ne, ki ni bila ravno demokratična, sploh ni bila demokratična. Res pa je, da je to težko, ker je to vendar bila naša zgodovina in smo jo vsi živeli. Ne, ja, no, pač deset mandatov je veliko. Ja, jaz tudi do SDS-a lahko zamero kakšno najdo, ne, kar se tiče pol pretekle zgodovine, ker jaz mislim, da oni bi mogli vendarle
idejo uporništva nekako priznati kot legitimno. Ne? Pa imajo tudi malo težave. Ne? Seveda, levica ima, levi politični pol ima težave bom rekel, predvsem s tem delom po drugi svetovni vojni in s to morijo, ki se ne bi smela zgoditi. In meni gre to na živce. Meni gre seveda na živce, da niso pripravljeni priznati, da so se delale ne samo hude napake, hudi zločini. Pri SDS-u pa pogrešam na neki točki, in to sem tudi za medije, ki so, bom rekel, bližje desnici povedal enkrat. Zame je pač uporništvo vrednota in mogoče, če bi oni tle nek mentalni miselni preskok naredili, ne, in probali to nekako vzeti separe, bi bilo tudi za njih lažje. To se jim v veliki meri tudi podtika, ne, in to je zgodba še iz prejšnjega režima, ker se je to vedno potikalo, ker se je vsem kritikom pač reklo, da so kolaboranti, nacisti in fašisti, notranji sovražniki. To se Janši potika že 35 let vsaj, malo tudi zaradi očeta. Ne. Pa mislim, da sicer stranka ni imela nikoli teh stališč, da bi, kako bi rekel, se odrekla uporu proti nacizmu. Obratno, mislim, da je to podpirala. Tudi tistega, ki je bil izven. Oni nimajo težav s Francozi, Britanci. Ne, pa tudi pri nas. Tudi pri nas ni bil ves upor samo komunistična partija. Mislim, da je Ljubiš Pretinač citiral ene zapise Janša pred let nazaj, pa je podobno ugotovil, kot zdaj govori Peter. Nimajo težav s partizanstvom. Ampak potem nazaj, ker javno še nisem zaznal tega. Težava so pač povojni poboji. To pa to pa ideologija danes dela stranki, kar enači upor proti okupatorjem s pravico do tega, da po vojni pobiješ velikanske množice ljudi, pokradeš banke, podjetja, odpraviš pravico voliti, ker daš eno stranko, je absolutno oblast ves čas, hkrati pa se to razglasiš, da si ti uvedel volilno pravico. Ko sploh ni mogoče izbirati, ker je ena sama partija dovoljena edina, druge so pa, gledajte, da je samo preganjene, ampak tudi pobite. Ta del me ne rabiš niti prepričevati, ker jaz sam ločam uporništvo in tisti komunizem, ki je pač zlorabil to uporništvo. Večkrat sam povem, da del moje družine ni šel zaradi Čebin ali pa zaradi OF-a ali pa zaradi česarkoli v partizane, ampak zaradi tega, ker so jim bila ogrožena ognjišča. Tako da, kar se pa tega dela tiče, se pa upravičujem. Nekateri so kot veš šli tudi preprosto zaradi tega, ker niso hteli umreti v Rusiji in so pobegnili pred nemško vojsko na Štajerskem in so pol pač, kaj pa je bila alternativa. Potem si bil pa upornik, ker drugače so te pa ubili. To so bile izbire, so bile krute. Niti niso hteli biti partizani. Kaj si pa lahko bil takrat? Saj dosti jih je potem umrlo. Kaj si pa lahko bil kot upornik takrat? Ja, kaj? Mrtev v glavnem. Na Štajerskem ni bilo brutalno, tam ni bilo kot v Ljubljani, kjer je bila blaga okupacija. Tam so imeli Nemci dobro obveščevalno službo in še tiste partizanske enote, ki so prišli tja delovati, so ljudje, ki so prišli v partizane, pobili, ker so jim prodali zgodbo, da so to potaknjenci. To je bilo, tam je bilo brutalno, tam je bilo malo v resnici upora na Štajerskem. Danes se tu ves čas govori o tem delu bolj ali manj Ljubljana, ker je bil nek čist drug svet, ker je bilo zaradi Italijanov, ki so pol še bankrotirali. Življenje ljudi v resnici dosti lažje kot tam, kjer so pa vselili Nemci svojo vrhunsko tudi industrijo, letalsko, pa to recimo Maribor. Tam se niso šalili. Tam je bil upor dejansko težek, fantje pa so šli v nemško vojsko po celem svetu, so morali iti. In nekaj jih je zbežalo in niso hteli iti. Tudi morda, ker niso bili tako strašno pogumni, ampak pač niso hteli umreti tam. In potem so obveljali dolgoročno za heroje. Ker so po svoje tudi bili, ker so se uprli. Dobro, da gremo zdaj malo nazaj na kongres. Še eno vprašanje imam. Ta Janšov stavek, če ne bomo pa lahko še malo počakali, če nam ne uspe sestaviti vlade z sorodnimi strankami, bomo pa še malo počakali. Kaj to pomeni? A je tukaj kanček defetizma, kanček tega, kar se dogaja zdaj na anketah javnega mnenja, stanje tega, kar vidimo pač v medijih in tako dalje? Ali to, recimo, je to neka priprava stranke, da bo pač v opozicijo znova pristala? Da Janša predvsem sporoča volivcem, da imajo v rokah pomembno odločitev, ali bojo mu dali ali mu bojo dovolj zaupali njemu in njegovi stranki, ali ne, da bi lahko resno vodil vlado. Če tega zaupanja ne dobi dovolj in bi moral voditi na način, ki bo
za skupnost slab, ne, potem je pač povedal, da volivci odločajo. Ne. Vi ste se odločili, da boste pač imeli neko alternativo, recimo to, kar imamo zdaj, da je to boljše. To bo realna odločitev, ne, kaj hočemo. Ali, ne, ta tip vladanja ali nek drug tip vladanja. Jaz mislim, da je šlo predvsem za sporočilo volivcev, da je bil cel kongres sporočilo volivcev. Zdaj seveda ga lahko interpretiramo različno. Ene stranke bojo rekli, da to se odreko oblasti, predvsem tiste na levi. Ne. Tudi v NSI-ju bojo zelo kritični, ker imajo vsi interese, ampak dejansko je pa šlo komuniciranje. Se ni odrekel oblasti. Ne. On je samo povedal stopnice, je navedel, kakšne so. In ta stavek je del teh stopnic. Ne. In jaz mislim, da je to pametno. Ne, iz dveh razlogov. Prvič, ne bomo se zaletavali v oblast, oziroma za oblast. In ne boste nas izsiljevali. In drugo, to je itak. Ne? In pa tretje, da poskuša tudi ohrabriti te volilce, ki pridejo zadnji teden pred volitvami, se opredelijo. Ne? Glejte, poskusili ste 22, z močno prevaro so vas pripeljali Golobu, dajte nam zdaj priložnost. Predvsem tako jaz vidim to zgodbo, tega stavka. Načeloma pa stranka lahko še recimo preživi, še en mandat v opoziciji. SDS. Jaz mislim, da s tako strukturo lahko. Zakaj ne? Tudi niso na vseh ravneh v opoziciji. Ne? Na evropski ravni so oni v bistvu vladajo. Ne? Na lokalni ravni tudi marsikje vladajo. No? Ja. Zdaj tudi, kako bo v državi, če ne bojo najmočnejši, ni nujno, da to pomeni isto opozicijo kot danes. Ne vemo, kaj bo v prihodnje, to bomo videli. Ne? Ja, imaš prav. Dobro kombinacijo je povedal. Se ima prav, Peter. Sej ni nacionalna opozicija, ne pomeni, da si... vlado parlamenta. Seveda pa, zdaj jaz ne vem, kakšno je... Se veš, Peter, da iz te pripadajoče večine v parlamentu, pa iz vlade potem se dela cela struktura, po teh državnih podjetjih, agencijah, policiji, vojski, sodstvu in tako dalje. Jaz ne vem, koliko je še logarjev v tej stranki, zato mi je o tem težko govoriti, se pravi, da so mačkano neučakani ali pa da si želijo neko svojo pot, ki je povsem legitimna, ki bi jih mogoče izstrelila v neke odstotke, ki bi bili dovolj za sestavljenko, torej za sodelovanje v vladi ali pa celo, bom rekel, vodenje vlade. Ne? Tako da to je edini, bom rekel, koliko je ta pritisk močen na te besede vodstva, ne? Konkretno Janeza Janše, in koliko je še takih, ki si pa želijo tudi na nacionalnem nivoju prideti, ker bodimo pošteni, ne? Pravzaprav, če gledamo eno politično generacijo v SDS-u, dvakrat so imeli polovične vlade, ne? 2 let takrat, pa 2 let zdaj. Verjetno so ljudje tudi taki, ki so v SDS-u, ki bi nekako radi kariero dvignili na ker smisel politične stranke, da zmaga na volitvah, pride na oblast in potem pač vodi državo. To je treba gledati v celovitosti, da pa še nihče drug, razen Drnovška, nikoli ni uspel več kot ene vlade voditi. In tudi nihče ni uspel niti dokončati mandata enega. Zdaj mora biti Golobu prvemu po Janši to uspelo. To je zelo relativno. Ne gre malo na živce to, da če nam ni uspel, se njemu tudi ni uspel. Greš v to, kar je Bojan rekel, greš za to, da zmagaš in da sestavljaš vlado. Govorim to, da je to razočaranje znotraj stranke relativna stvar, ne vprašanje, koliko so bili tudi realistični. Tisto, kar pa je dejansko zanimivo v Sloveniji, je pa to, da nam, če pogledamo celovito, v političnem prostoru dejansko nekaj manjka. Mi imamo vrsto levih strank, imamo neke relativno zmerne desne stranke, v resnici pa radikalno desne stranke, kakšno mora biti, bi Kaloh lahko naredil, pa gospod Grims, pa nimamo. Mogoče pa to rešitev za Janšo, za SDS. To hočem reči, tu pa je neka luka, ki jo je... Bršič je poskušal. Bršič je poskušal, mnogi poskušajo, zdaj malo resnica se tja rine, ampak jim ne rata, ker jih vsi bolj na levo dajajo. To je nek zanimiv fenomen. To bi bil lahko edini Linčič iz začetka 90-ih, da ga si prepoznali. To, da se resnico daje na levo, je tudi svoj vrsten fenomen. Na levo? Ja, na levo. Pa desno se vsem, kam ga daješ. Mislim, meni to deluje predvsem bolj tako... Če greš organizirati... Mislim, imam občutek, Stevanović, oprosti, ki te prekinjam, imam občutek, da on bi šel in levo in desno. Vem, takrat je prišel, si podpisal v notarski. Ja, si pravim. Vem, da ne bo z Janšo nikoli in takrat je velike proteste organiziral,
nadkolesarske celo, ne, bolj težko rečeš, da je to desničar. Ampak mislim, da od vseh strank Stevanovič bi imel najmanjši problem strgati tist. Nova Slovenija bi mogla sklicovati izvršilne odbore in podobno. Tako, ne. On bi pa verjetno to v fitnessu rešil, ta papir strgo. Če se malo šalim. Na nek način igra vlogo, potem hočeš reči Zmaga Jelinčiča nekoč, ki je tudi bil najprej desni ekstremist, potem pa je naredil vlado z Dedovškom proti desnici. Na koncu pa je šel tudi z Janšo, ko je bilo treba. Je Lisjak, ampak stavi Lisjak, ampak me zadnji pa vsem presenetil z nekaterimi tezami. Tiste, recimo, da je pač, dobro, ne moramo mu oporekati zgodovinskega znanja, ne, samo da reče, da je bil pa Tito izvoljen na volitvah, ne, je bilo pa malo tako, ne, bo rekel, pa čisto isto. Človeka, ki ima v vrtu, Titovo bistvo, boš težko pričakoval, da bo kaj drugega. Pa čisto resno se je držal pa tem, to hočem reči. No, pa ta zanimivost je, in pri Zmagu, in pri gospodu Stevanoviču, ne, da sta, ko pa gre za odnos do Moskve, ne, pa zelo blizu naši levici, ne, in tam pa jih nosi skupaj. Sej malo to tudi Nemčiji, če pogledamo, tudi tam Die Linke pa ADF niso zelo narazen glede tega, ja. Pač ekstremisti so ekstremisti, ne, so levi ali desni. Kar zadeva Moskvo, je pa Zmago, je pa stroga linija, pa ne popušča. To drži. Dobro, zdaj, če imamo še kaj okoli kongresa, potem bi predlagal, da gremo na radijskega voditelja Denisa Avdića. Mislim, pač, jaz sem to malo, bom rekel, ob strani spremljal ta primer. Mislim, je bil fenomen, kako je na nek način izničena stala zgodba, ne? Nekdo na X-u je postavil vprašanje, pač to utemeljil tudi z nekimi dokumenti, javno dostopnimi dokumenti, zemljiško knjigo in podobno, kako je neko naključje, da je Avdić imel nek kredit, ki ne bi zapadel leta 2034, ne, in ga je okoli 140,000 evrov, nekaj manj, in ga je uspel poplačati 10 ali 8 dni po neki humanitarni akciji, ki jo je v bistvu vodil Avdić, ne, oziroma Radio 1. Ne. Preprosto vprašanje je postavil Avdiću, ampak Avdić na to ni odgovoril, dedoval sem, sposodil si se, ne vem, karkoli tretjega, ampak je napletel celo zgodbo, ne, o tem, kako je fundacija poštena, humanitarna akcija poštena in tako dalje. Ključnega vprašanja ni odgovoril, hkrati se je pa zadeva zelo spolitizirala. Ja. Naenkrat je bilo prepovedano reči nekaj v Avdiću in vsi, ki so karkoli pomislili okoli Avdića, so bili naenkrat šisti, SDS-ovci podobno, kot se večina stvari pa nas tako politično spredi. Jaz izhajam iz svojega... Moram pa sam še to reči, da sem potem šel, pa se malo poglobil v te podatke, te poslovne operacije Denisa Avdića, in moram reči, da je res izjemno, to je dela po mojem po 30 na dan. Radijski voditelj, SP vodi firmo, ki je imela lani 1.300.000 evrov prihodkov, pred 3 leti pa 20-30 evrov. 200,000, za milijon je skočila. Za 1.200.000, pa še nekaj tisoč. Ne, pravim, pred leta 23 je skočil na 980,000 evrov. Leta 21 nima 20,000, ampak 200,000. 200,000, potem je šlo na 980 in zdaj na 1.300.000, ne? Pa še humanitarne akcije vodi. Jaz prvo, ko sem to zgodbo videl, sem pomislil, ker ravno prihaja iz Odlaskovega omrežja, Denis Avdić, sem prvo pomislil na tisti članek, sem jaz z družino kupil hišo, ki so po enem tednu pisali o kreditih moje partnerke, in pa kako se lahko voščimo. Kaj še če bi ga vrnil takoj, ne? Ja, pa nismo del nekih humanitarnih akcij, ne? Se pravi, danes so tiho, ne? Ta reporter recimo je zelo tiho pri Denisu Avdiću, ne? Ne, piše o tem, kako smo grdi tisti, ki postavljajo vprašanja, Avdiću. Tako da jaz sem, od mene so takrat pričakovali, da bom za vsak evro povedal, in to evro, torej kredita, ki ga nisem jaz vzel, ne? Tokrat pa pri Denisu Avdiću. Pri Denisu Avdiću je res zanimivo naključje. To, kar si zdaj povedal, ta terminski plan, ko se zaključi uspešna humanitarna akcija, čez en teden on praktično to drži, in tudi njegov odgovor je šel v smer kurjenja. Aha, nekaj je res narobe. Kurjenja žara, ali pa zajca, se pravi, ni jasno dal. Jaz sem danes za en medij povedal tako. To je problem, jaz zakonodaje ne poznam na tem področju, če je more biti zakonodaja taka, da ni vodotesna. Zdaj, mi imamo lahko primer, kjer lahko nekdo iz tega žakla, ki ga organizira za humanitarno, res postrga kaj, ne? Imamo pa lahko primer, konkretno pri Denisu Avdiću, da mu je lastnik, ne vem, Martin Odlazek, obljubil 100 jurjev, če bojo uspešno speljali to akcijo, ampak ne iz tega žakla humanitarnosti, da ta žakelj gre, ampak iz svojega žepa, da mu Odlazek da, ne vem, 100 jurjev, govorim na pamet. Tam se sicer pol spet odpira
problem, ne, ker mi smo tisti davkoplačevalci, kar veliko temu odlasku dajemo, pa mogoče je to res malo neracionalen porabljen denar. Ampak dejstvo je, da če bi bil jaz na strani političnih strank, v tem primeru recimo SDS-a, Nove Slovenije, tisti, ki se borijo za oblast, jaz bi šel z nekim predlogom, da pogledamo mi to zakonodajo na tem humanitarnem področju. Ponavljam, z rezervo, ker je ne poznam, ali je vodotesna ali ni, ali se take zlorabe lahko dogajajo ali ne. Se mi pa zdi, da počasi s tem nadaljevanjem tega Denisa Avdića pravzaprav ga delajo kot žrtev. In to se jim zna spet ubiti v glavo, kjer bo, ne vem, Denis Avdić spet poskrbel, tako kot je za leta 2022, da postane za 2 meseca politični analitik ali pa celo več, da gre v aktivno politiko. 22 je bil analitik in agitator. Vse je. Jaz bi nekaj opozoril. Tu, ko se govori o političnem ozadju tega dogajanja, se doskrat omenja ta politični odziv na Avdića, ne pove se pa, da je Avdić tudi to politično ozadje. On je voditelj v odlaskovem mediju, ki je slovel po propagandi za sedanjo vlado. V preteklosti in zdaj to počne in ta zgodba se je pojavila potem, ko je udaril po gospodu Andreju Hoiviku in se je načoval iz njega, iz njegove stiske, iz tega protesta na parlamentu. In potem se je to pojavilo kot neka reakcija na pač. Zdaj, pri gospodu Avdiću, jaz mislim, da je dobro biti previden. On je zaslovel, to sem tudi napisal te dni, po tistem norčevanju iz ravnatelja v Mariboru, ki ga je osebno klical in gospod je potem naredil samomor. To je ena od stvari, kjer so celo novinarja z leve na častnem razsodišču obsodili. Jaz mislim, da to častno razsodišče sicer pretirava, ko gre za to, ko pravi, da se ne sme imena pa priimka pa nič razkrivati. Ampak tukaj so pa v tem smislu, da se pa iz nekih... Katerega novinarja so obsodili? Avdića. Ga jemlješ kot novinarja? Častno razsodišče ga je kot novinarja, zdaj on je kakorkoli propagandist, radijski voditelj, karkoli. Ampak so ga obsodili, mislim, da so ga prav, zato ker dejansko se pa je tu iz neke stiske, ki je bila posledica objave posnetka, ki je pač ošel v javnost, pa res brutalno norčeval iz tudi ljudi, ki so pa res bili stiski, in to je povzročilo neke posledice. Jaz takrat niti nisem vedel, zakaj ljudje tako kritizirajo medije in smislu, da jih moti to, da se je ta posnetek tudi v velikih medijih pojavil, ne zgolj na državnih omrežjih. Ker tega niti vedel nisem, kaj je ta gospod počel. To je bilo pa dejansko izven pameti. Da zaradi vsega tega ozadja je to po mojem darno. Zdaj, če o dobrodelnosti bi nekaj rekel. Pri dobrodelnosti, tu pa ne smemo biti naivni. To dobrodelnost odlaskovih medijev, ki so jo financirala državna podjetja, kot je GEN-I, kot Holding Slovenskih elektrarn Dars, to se ne dogaja slučajno. S tem ta medij nabira moralne in politične točke, zato da je bolj prepričljiv v kampanji, v nadaljevanju za tega istega Goloba. To drži, to je povezano. Zdaj, če pri Avdiću to rečemo, mi smo zdaj ugotovili, ko smo šli gledati te podatke, da je on relativno zelo bogat poslovnež. Te nepremičnine so malenkost. On ima presežka bilančnega na svojem podjetju 600,000 evrov in je v zadnja leta posloval z velikanskimi presežki. Hkrati je pa zbiral denar od ljudi dobrodeln za poplavljence. Mene zanima, zakaj on posloval s kakimi presežki, zakaj pa ni del teh velikih presežkov, ki jih očitno, zakaj ni on skaj podaril? Kak zgled pa je on osebno, čemu se pa je on odrekel? Tu nisem zaznal zdaj njegove... Tu pa res nisem zaznal njegovega odgovora, ki bi bil korekten v tej aferi. Da bi on povedal, da je takrat šlo za to, da se ljudem pomaga, ne za to, da on pridobi in zasluži. Ker dejansko je pa zadnja leta, tam smo prej malo govorili o nekih številkah, zadnja 3 leta je on strahovito pridobil posle. Iz 200,000 skočiti na 1,300,000. Ne, so si se še danes spet oddajo, ker sem se malo zanimal, so mi posneval, da gre to na račun, ker je on v bistvu organizator teh koncertov Ičkotov in pa Janezov. In da vsa ta poslovanja teh Ičkotov gre skozi njegovo podjetje. Ja, in skupaj z premierom in njegovo partnerko je bil tudi na nekem križarjenju, ker so si med seboj nadelali reklamo. To vse, kar si zdaj povedal. Tiste donacije, ki so, jaz sem gledal, to se meni je zelo fajn, pa lepo, če državno podjetje donira, ampak ko recimo 3 državna podjetja iz področja energetike vsak dajo na fundacijo, tam, ker pa sodeluje Avdić, po 100,000 evrov, praktično na en dan, je pa to super. To, kar ste povedali, to ni nobenega dvoma. Se pravi, gre za
dosti primitivnega človeka, ki je nekako javno skupaj s temi balkanskimi štosi, ampak še vedno meni je vse eno, ali je to Denis Avdić ali pa Janez Kralj. Jaz se strinjam, raziskati je treba, ali je pristaš SDS ali pa Gibanje Svoboda, vse en. Tle zelo ozko gledam, ali ima ta država mehanizme zakonske, urejene tako, da se ne da zlorabljati humanitarnih sredstev. To je izključno, kar me zanima. To, če je on dobil od Odlazka denar, pa naj reče, dobil sem dodatek to ne bi stvar potem sam ti denar ni čisto, veš, ti denar prihaja iz državnih podjetij. Se strinjam, to odpira nov problem. To ne odpira potem, Deli pa potem neka komisija, za katero ne povejo niti, kdo je v njej, ker je to osebni podatek, in to posameznikom, za katero ne vemo, kdo so, osebni podatek. Ampak to je pa ni več problem Denisa Avdića, ker Denis Avdić je pijun v rokah nekoga, ampak je problem te komisije, ki jo omeniš. Pravim, da dejanske preverljivosti, čeprav so poročila, jih so objavljena, dostopna, dejanske preverljivosti pa ni. Teh podatkov se ne da preverjati. Ker je to je kot sicer v tej državi. Zaradi varovanja osebnih podatkov so to pač... Potem spremenimo zakonodajo, ki bo recimo, zdaj govorim na pamet, predsednici države in kabinetu dal možnost v pogled v te stvari in bo predsednica države, enkrat bo tudi normalen, ne bo ideološko tako nastrojen, kot je ta moment Nataša Pirc Musar, rekel, tukaj je vse ok. Ali pa finančna uprava, ali pa revizija, torej računsko sodišče. Meni se to zdi malo, zdaj gremo že res po mojem v neverjetne stvari v tej državi. Ko imamo veliko naravno katastrofo in imamo bogato državo z neverjetnim proračunom, ki udira ljudi. Jaz pričakujem, da bo država poskrbela za ljudi. Ne pa, da bo država delila nekim podjetnikom svojim, da bojo netransparentno potem naprej razdeljevali ta denar kot veliki dobrotniki ljudem in s tem pomagali, ne vemo točno komu. Brez mehanizmov preverjanja, so dobili pravi ali ne, brez mehanizmov preverjanja, celo če niso potem od države ti isti še enkrat dobili. Kdo pa to ve? Tu jaz mislim, da smo, in to ni edin tak primer, vrsta nevladnih organizacij danes opravlja vladne posle, ki bi jih mogla vlada opravljati, pa so tam ogromno denarja namenili, da se profesionalizirajo te nevladne organizacije, ki potem celo tega posla ne opravijo. Peter, prilika pač delata tu. In zdaj jaz nisem rekel, da so tle na tem radiju tatovi. Tudi jaz nisem to rekel. Ampak ne puščam pa možnost, da se dogajajo čudne stvari. Ampak zdaj pojmo pa korak naprej. Jaz osebno na poziv Denisa Avdića, pa veliko dajem za humanitarne organizacije, na poziv Denisa Avdića zasebni radijski postaji ne bi €1 nakazal. To je zdaj vprašanje potem pameti vsakega posameznika. Oni imajo sicer fundacijo, to moramo biti pošteni, to ni direktno radijski postaji. Pa fundacijo, ki je spet... Ne, še mislim, da se fundacija radi ena. Ampak je posebna fundacija. Ampak je to spet, a veš, to ni zdaj fundacija Billa Gatesa, to ni zdaj fundacija Billa Gatesa, ki je pod striktno ameriško kontrolo, ampak je to fundacija nekoga, predvidevam, da je tudi v zadnji stoji Martin Odlazek, ki je aktiven... To je fundacija tega imperija. Ima lasen poseben račun. Ampak sodi v ta imperij. V nekem političnem agitiranju. Jaz taki fundaciji ne dam €1. Ne glede na hvalospev Mihi Deželaku, ampak taki fundaciji ne dam €1. Če je treba, če bo človek v stiski, žival v stiski, bom dal. Ampak ne na ta način. Torej se postavlja vprašanje mentalne zrelosti tega naroda. Mi da zbavljajo donirava samo osebno. Samo osebno. Meni je čudno, da država donira, ki bi morala pomagati v resnici. Ampak država je pa zato tle, da tiste, ki pa imajo željo dati tem donacijo, zaščiti, da vejo, da če si dal €10, da veš, da bo ta 10 €. In da takšne fundacije kontrolirajo. Tako je. Jaz samo to govorim. Mi imamo pa zdaj fajt med delom desnega političnega pola in Denisom Avdićem. In kaj delamo z Denisa Avdića? Nobenega odgovora nam še ni dal. Hkrati ga delamo pa žrtvo. In na koncu bo izvoljen za poslanca. In na koncu bo levi mediji glorificirali človeka, ki bom rekel, služi na
prvič balkanske štose, drugič pa ne vemo, a služi tudi na humanitarna sredstva in bo prišel tako, kot se rekel, v parlament. Pa zanimivo je to, da Ampak ni problem, Denis Avdić, dajmo stopno više se dvigati. Jaz mislim, da Pa zanimivo je to, zgolj... Miran, kako si ti, recimo, če si pozicioniran na neki politični strani, si naenkrat absolutno nedotakljiv. Nedotakljiv, on je nedotakljiv. Vse, kar ti nekdo reče, učitek janšisti. Ja, seveda. Jaz mislim, da poteka neka normalna razprava, se tudi po svetu potekajo, tudi v novinarjih. Ma ne, Peter, no, poglejmo zdaj, na BBC-u so... Peter, ne moreš, zmerja se ga s Čefurjem, zmerja se ga... Ne, to nima veze, no. Dajmo malo širše pogledati, no. On je isto govoril, ko ste imenova, ne? On sam to vem vleče, da je to razlog, pa ni, no. Ampak ravno kar so na BBC-u prekinili pogodbo z Linekerjem, sjajnim nogometašem, ker je pač na spletu bil preveč navijaški primeru Gaze. In BBC je pač mora biti širok, vsestranski in so z njim prekinili pogodbo in so to tudi javno povedali. Ne? In tam to ni problem, se o tem pogovarjajo, to ni politična zarota. On ne dela na javnem mediju, ne? Odlazek kure, ki bo nos zlata jajca. Da se je možno normalno v medijskem prostoru pogovarjati. Ima dosti zagovornikov, dosti tudi pristašev, kot nekdanji športnik. Tako da je velika osebnost, pa so se tam lahko o tem pogovarjali. Tudi on je celo vse sam priznal napako in se je opravičil. Drži, ampak ti pričakuješ zdaj, da bo to neka demokratičnost z 200-letno tradicijo v Sloveniji z napol balkansko mentaliteto pripeljala do tega, da bo Denis Avdić prišel pred javnost in bo rekel, napadate me po nepotrebnem, prinesel papirje in pokazal, tle sem zaslužil. Oziroma bo prišel predstavnik fondacije te Radia 1, kakorkoli se je direktor tega radia. Tako in bo rekel, tle je bilo tok, tle je bilo vplačil tok, tle smo dali tok. Sej ne rab poimensko, ne rabimo ljudje. Vso te objavijo, koliko so dobili, pa koliko so razdelili. Ja, je to objavljeno v poročilih, ki so dostopna pri njih. Edin problem je, da se pa ne da nič preveriti, ker pač ni pa nobenih imen nikjer, da bi šel dejansko pogledati. Ja, to je pa nerodna zadeva, da zdaj... Ker je to pomembno, kdo je dobil, koliko, zakaj. In nas opravijo, to se neko regijsko zgodbo pol naredil, v to regijo je šlo tok, v to regijo je šlo tok, pa so pol raziskovalni novinarji, majhnih vsot, in tudi mislim, da ni bil lahek projekt, tudi za nek radio, kako so pa oni uspeli ugotoviti za 10,000 ljudi potrebe pravilno, zato pravim, da je država tu boljši naslov. Država za to, da nas zavržemo. Vse, ki izvirnemu vprašanju, Avdić ni pojasnil, kako je to, da je naenkrat po tolikih letih, oziroma 5 tolikimi leti, ki bi pač mogel ta kredit poplačati, po 8 ali 10 dni po koncu neke humanitarne akcije, ki se je zbralo 2.300.000, on naenkrat pač nakazal na banko 140 000 €. To je vsa osnova. To je osnoven sum. Zakaj tega ni pojasnil? To je pa osnoven sum, ki si rečeš, jebem ti resno. In ker tega ni pojasnil, se je začelo zmerjanje za tiste, ki so ga to spraševali, je vsi desničarji in podobno. Ne, ampak zanimivo, kako je najbrž nerodno povedati, da je zelo premožni, da je zelo fajn zaslužil zadnja leta. Zato, ker nagovarja ljudi, za to logiko, da vi morate darovati, bogi. On sam pa ni vzgled tega, tu je problem. Poglej, zdaj mi se moramo v tej državi odločiti. Ljudi, ki so sposobni zaslužiti, pustimo zaslužiti. Je pa res to pa njegov problem, kar si omenil, nagovarja ranjene duše, ali finančno, ali mentalno, ali fizično, ali karkoli, sam pa verjetno je potem to nerodno. To je kot Nataša Pirc-Musar. Penzionisti iz nizkih penzij so prispevali za ta njegov sklad, on pa ima milijone, pa ne. Hollywood potem to rešuje. Ne vem, kako rešujejo, ampak hočem reči, da njegova reakcija je bila pa skrajno bizarna. Takrat, ko je odreagiral, jaz nisem za to, zato sem ti prej reagiral, jaz nisem za to, da ga zdaj zmerjamo Čefurjem. Ampak jaz nikoli nisem naredil. Če ti operiraš, koliko si prej rekel, da je operiral za 600 000 € viška, bo tudi nevadno, da jemeš kredite, za tako dobo na 40 let. V bilanci ima tudi posojila, tu je treba biti previden. Vse je objavljeno. Najprej se najdemo takoj letno poročilo, vidiš, da ima tudi neke obveznosti. Če mene vprašaš, reakcija, mislim, še najbolj korektno... To je bolj za računovodje. Jaz mislim, da je prav, da računovodje dobro pogledajo, ki se res poznajo tudi na, nekaj ima tudi SP, Jaz ne vem, ali še pa kak drug način, kako tudi plačuje davke pa prispevke, te stvari tu so nezanimive. Imamo FURS, pa imamo vse, ampak načeloma jaz mislim, da tudi, ne vem, zdaj me bojo pravniki verjetno pokopali, ampak vsaj na humanitarnih zadevah bi mogli dati pristojnost
če je nima računskemu sodišču, recimo. Tudi če so zasebniki v teh kot ustanovitelji takih humanitarnih srečanj. Nekdo iz države mora imeti kontrolo nad tem. No? Dosti zlorab smo tu v zgodovini že opazili, ne, pri teh humanitarnih akcijah. Ne. Pri velikih organizacijah. Celo pri Rdečem križu, kaj šele pri teh, ki so za otroke zbirali. UNICEF, ne. Pri kar je denar, so tudi, kako bi rekel, skušnjave. Jaz nič ne pravim, da je gospod Avdić karkoli zagrešil. Nima dokazov za to. Pravim samo, da pa neke stvari smo tu videli, ki so zanimive in bi mogoče bilo treba pogledati, da so dobro urejene. Povsem legitimno je, da pride taka zadeva ven, tako kaj je prišla, ni bila nič žaljiva do nikogar, jaz moram priznati, jaz sem šel pogledat, ni bila žaljiva, datumsko utemeljena in zbudi sum, absolutno zbudi sum. Nadaljevanje tega, mogoče sem preveč pod vtisom teh družbenih omrežij, ker sem gledal, kaj vse je bilo izrečeno, in pa nadaljevanje tudi strani Avdića, kjer je njegov odgovor bil, malo se je sebi smilil, pa malo je hotel biti pomemben. Ne? Pomemben verjetno zaradi tega, ker ve, da ima hrbet tega levega političnega pola, oziroma tega vladnega političnega pola, hkrati je hotel pa zaigrati na čustva ljudi tudi, ne? In izkoristiti tiste, pač ne moreš jih ustaviti take, ne, ki ga zmerjajo s čefurjem in še sam je pogrel to zgodbo, ne, o čefurstvu in podobno. Da predeti ni imel zajeske, ne, pa ni imel kaj za obleči in podobno. To je pa nekaj, kar v meni zbudi dodaten sum. Ne igraj mi na čustva, če imaš jasno nalogo povedati javnosti, ne, ali se zlorabljajo sredstva, ali si jih konec koncev tudi delite s procenti, recimo, ne, če zberemo 10, ne vem, milijon, pa se gremo catch the cash, ne, boš ti dobil 10%, ti 5%, 2%, ker to je tisto, kar mene zanima. Ali ljudje, ki zberemo denar, ali ta sredstva pridejo do tistega naslovnika, ki je v stiski, ki rabi ta denar. Nič drugega. In tle pričakujem državo. Moš pa priznati, to morate oba priznati, da pa te številke, te zneski, ki jih uspe Avdić, dobiti so pa veliki, ne, za naše razmere. So pa izjemno veliki, ne. Mene to ne preseneča. Lej, vse bolj gremo na to nostalgično. Mislim, on je to tržno nišo nostalgije po Jugi odkril, ne. In tudi, ki gledaš njegove mislim, to je kakšna povezava z... Ne, govorim zdaj o teh njegovih, če dobiva denar, oziroma če služi s temi stand-upi in podobno, v to smer grem, ne, tam se da zaslužiti, ne, tam se da, ker vidiš, ne, koncerti bivših jugozvezd, stand-up, ki zajema Balkan, to gre dobro, no, tudi karte mislim, da niso prav poceni za take dogodke, ne. Tako da tle lahko neki nanese denarja, ne? Ampak ta del, kot sem rekel, če smo taki, da nam to, tisti, ki v tem uživajo, naj uživajo, ampak tle govorimo pa o humanitarnosti. Jaz bi to rekel, no, vse marsikaj se v javni razpravi zgodi, no, to imamo vsakašnjimi ljudmi opravka, ampak načeloma, med resnimi ljudmi, gledajte, ko govorimo o denarju ali pa laptopih, ne, tu ne gre za vprašanje, odkot je ali kdo z Makedonije ali kdo z Bihne, ampak pač gre za resen pogovor. No, in tu ne moremo na tej ravni se pogovarjati, jaz mislim, da ta njegov odziv, ne, da ga zdaj napadajo, ker je prišel iz Bihne. So ga nekateri, ampak to ničesar ne spremeni, še vedno so isti problemi in je treba isto odgovoriti, pa če si Slovenec, Bosanc, Nemec, Američan, Rus. Ne, ali je to Janez Kralj ali pa Denis Avdić. Denar je denar in tukaj se pogovarjamo o tem. Ali pa si del neke ekipe, ki se ukvarja s humanitarnostjo, se pravi, moraš biti transparenten. Pik. In je del javnega prostora, ko nastopa na nekem javnem radiju, ki ima državni privilegij, ker pač licence se deli samo tem in tem, in gospod Odlazek ima pač monopol nad zasebnimi radiji in to vsi vemo, no, in to ima neko odgovornost. On sicer ni javna RTV ali pa BBC, ne, ampak se tudi naša RTV Slovenija ni BBC. Tam so tega, namerno sem omenil tega pomembnega voditelja, ki so ga odpustili, ne, pa naš vodstvo RTV Slovenija počne iste stvari, kot on počne, pa so ga tam pokazali vrata, ne, pa noben ga ni sram, ne, ker so pač nastavili si Nemec, pa ti leti in zdaj tile pač malo vzganjajo te radikalne stvari. Jaz to zgodbo, sem ta štavk še mogoče, ne, jaz to zgodbo vidim kot takrat Avdićevo zgodbo, kot tista cerkvene zgodba Zvon 1, Zvon 2 in podobno, ker je tudi ljudje, ki so dajali denar v cerkev, ne, se je potem to trgovali z papirji. In tle vidim zelo podobno zgodbo. Takrat so bili delili čaj, ne? Ampak takrat se je zelo napadal, bom rekel, cerkveno institucijo, danes se tega
te fondacije pa Audiča ne želi za nas privati. Tomašiča se je napadlo zaradi tega, ker so ljudje plačevali. Če Audič lahko o drugih običajnih ljudeh govori vse, kar hoče, recimo o tistem ravnatelju, pa mu poreka, da je, ne vem, to je bilo zelo nizkotno tudi, no. Zakaj se potem o njemu pa sploh nič ne bi smeli pogovarjati, to celo o tako pomembnih stvarih, kot gre za zato, ker so mu to dopovedali tisti, ki ga... Tako se je začel debato. Se strinjam, zato, ker so mu to dopovedali tisti, za katere vsake 4 leta politično skrbi. To je edini odgovor. Dobro, s tem bomo zaključili. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja Ura resnice. Vidimo se prihodnjič, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.